šolsko leto se je začelo in politiki so se vrnili na svoja mesta, tako da mogoče res štartamo s tem. Čeprav to je taki klišejski vrstni reč, šport prije na koncu tako v poročilih. Ja. Ampak ajde, nismo za mi neka revolucionarja, štartajmo mogoče res politiko. Poslušajte, berite in klikajte Večer za vikend, ker smo z vami in za vas tukaj vsak trenutek. Zdravo, to je Večer za vikend, daljša različica večerovega dnevnega podcasta Večer je zjutraj, ki ga redno in pridno poslušate. Vabljeni, da se nam naročite, da stisnete zvonček na Spotifyju, Apple Podcast ali na YouTubeu, da boste obveščeni ob izdaji naslednjega podcasta. Ful bi bili veseli, če nam pišete, koga naj gostimo v našem podcastu, o čem naj govorimo, kaj smo povedali morda narobe, kaj vam ni bilo všeč in kaj vam je bilo všeč. Tega smo še posebej veseli. Ne, Matija Stepišnik? Itak. Pohval se ne branimo, pa tudi kritik. Ne? Zdravo Miha, zdravo vsem. Ja, tokrat smo v Večeru za vikend in-house, lahko rečemo, na drugič v takšni izvedbi. To je taki ful dober izraz, ne, in-house. Kako pa se reče še? Ne, dobro, tako slovensko zveni, fino. Torej, domače hišni. Še boljše. Ja, moje ime je Miha Dajčman, v moji družbi odgovorni urednik Večera Matija Stepišnik. Danes smo rekli, da bomo malo krajši, ker ste navajeni za vikend poslušati res dolge, poglobljene debate. Tokrat pa... Da vem, da pogledam na uro. Bomo krajša? Naj bo to najin cilj danes. Zmoremo. Nazadnje sva se mi dva pogovarjala o notranji politiki, zunanji politiki in o NK Maribor. Torej res različne teme. In tudi tokrat je cilj podoben, želja. Kaj bi ti izbral za prvo temo? Bi to bila notranja politika? Mogoče poroka leta, ki nas čaka v soboto? Ja, šolsko leto se je začelo in politiki so se vrnili na svoja mesta, tako da mogoče res štartamo s tem. Čeprav to je taki klišejski vrstni reč, šport prije na koncu tako v poročilih. Ne? Ja. Ampak ajde, nismo za mi neka revolucionarja, štartajmo mogoče res politiko, ker vendarle se zdaj počasi nekako vračamo v stare politične ritme. Avgust je bil res malo mrtvilo, razen saj si opazil znamenite afere, torej z letom predsednice, s helikopterjem v Beltince. V bistvu ni bilo nič posebej vnetljivega, pa še ta zgodba se je pokazala kot pač na neki točki malo napihnjena ali pa kot zgodba, kjer pač Slovenci res pač mogoče ne razumemo čisto funkcije države in državnikov in tega, kaj njim zdaj na nek način pripada. Želimo si neke skromnosti, ponižnosti in tako naprej. Res pa, da strani urada predsednice cela zgodba skomunicirana pač tako, kot je bila, ne preveč posrečeno. Ne. Si še letel z helikopterjem? Ne, nikoli, Pikolina. To pa moram reči, da z letalom ogromno krat. S helikopterjem pa letijo predvsem novinarji, ki vojsko pokrivajo. Tako da te sreče jaz nisem. Ne. No, jaz sem letel s helikopterjem in moram priznati, da nekako privoščim Nataši Pirc Musar, da leti s helikopterjem nad Slovenijo, ker je pogled res lep. Jaz sem si sam kupil za svoj, ne vem, kateri rojsten dan je bil, ampak tam okoli 10. ko sem bil ministrant in sem imel v svojem življenju največ denarja zaradi pač prispevkov, ki jih kot ministrant prejmeš ob različnih dogodkih. Samo bolj si pa predstavljam, da so to dobri prispevki bili. Pa nabrali so se, pa takrat mogoče potrošnja z moje strani ni bila tako velika, kot je danes. No in takrat sem dal, mislim, na 40 € za prelet nad našo domačo občino Kungota in takrat se mi je zdela še lepša, kot se mi zdi zdaj. To pa je neka diskontna cena, ali kaj, neke veze si imel, ali kaj pri... Ne vem, zakaj, kako se je to zgodilo, dobro. Ampak vzletel je v mojem kraju Jurjev v Pesnici, helikopter letel tik ob avstrijski meji, blizu mednarodnega škandala je bilo vse skupaj in potem smo obleteli občino Kungota in se vrnili
nazaj v moj domači Juri. Viš, kak lep spomin v resnici. Ne? Ja, to je prva stvar, ko sem videl pač te zapise o Nataši Pirc. Ja, glej, pri nas pač nismo navajeni, ne? Taka mala država, da politiki letijo s helikopterji, se pač vozijo z avti. In predvsem je koga pretirana potrošnja za potovanja že drago stala, političnih točk. Tu smo kar, bom rekel, Slovenci strogi in striktni do svojih politikov, bolj kot verjetno katere druge države, ki imajo, bom rekel, večjo tradicijo državnosti, da politični eliti pripadajo tudi to vrstne stvari. In se je iz tega pač razvila neka zgodba, ki je zdaj že nekako uplahnila. Hitro je uplahnila. Verjamem, da jo bosta tudi z Markom Crnkovičem v naslednjih tednih kaj obudila. Zagotovo pa bosta analizirala ta velik dogodek, ki nas čaka v naslednjih dneh. Večeru smo ga že zelo temeljito popisali, pregledali v bistvu, kaj ta poroka leta med Tino Gaber in Robertom Golobom pomeni, kakšno je tvoje stališče oziroma pogled na to dogajanje. Verjetno si tudi ti podrobno prebral tekst Mateja Grošlja. Zdaj jaz, Slovenci, nekih izkušenj s tovrstnimi velikimi političnimi porokami pravzaprav nimamo. To je skoraj da edinstven dogodek. Janez Janša se je kot predsednik največje opozicijske stranke poročil po izteku svojega vladajočega mandata, ampak zelo medijsko prezentno, na ta način tudi zelo izpostavljeno. Tako da bo to neka noviteta v slovenskem medijsko-političnem prostoru. Zdaj, številni se seveda čutijo na nek način poklicane, da o tem govorijo, komentirajo. Zdaj, težko je seveda komentirati neke intimne odločitve, tudi politikov, obstaja neka seveda jasna meja tudi pri javno izpostavljenih osebnosti, dokot ima javnost pravico gledati. Mislim pa, da po mojem mnenju takšen dogodek ima neke, bom rekel, zelo začasne učinke, večje prezentnosti, prisotnosti in dostopa do nekaterih občinstev, ki mogoče politiko drugače malo bolj lahkotno ali pa malo manj natančno spremljajo, da bi pa to zdaj v političnem smislu, ker se imata dva rada in se poročita, prineslo neke strašne politične točke, pa si ne znam predstavljati. Mogoče nekaj simpatij v smislu tega, da je lepo, da se ljudje, ki se imajo radi, tudi poročijo, ker statistika kaže, da je porok v resnici manj, kot je bilo seveda nekoč, ampak da bi zdaj premier na ta način pridobil v očeh številnih ljudi, ne vem kaj, pa na koncu mislim, da nekih tovrstnih konsekvenc in pa posledic tega dogodka ne bo. Seveda bo vikend, si predstavljam, medijsko zaznamovan, predstavljam si, da bodo televizije bivakirale pred vilo, v kateri bo vse skupaj potekalo, ampak dogodek bo potekal bolj ali manj stran od oči javnosti, imel bo nek efekt ta vikend, ampak na Tino Gaber so se v resnici Slovenci zdaj že ves ta mandat navadili, tako ali drugače, torej kritično ali malo manj kritično. Tako da niti kot da bi neka zdaj zelo nova figura vstopila v slovensko politično življenje kot prva dama, prva premierska dama, tega efekta več ne bo, ker je zelo prisotna, včasih bolj, včasih manj preko družbenih omrežij za svojimi nastopi. Je pa zanimiv, momentum, torej ta vendarle predvolilni čas, v katerem bo to neka novica, malo tabloidna, da bi pa se zelo prelila v politični prostor, pa mislim, da se ne bo. Razen, da bo mogoče še bolj na očeh javnosti in pa opozicije, gospa Gaber, kot je bila do zdaj. Kako je na stanje vlade oziroma na priljubljenost vlade vplivalo to obdobje poletno, brez nekih večjih dogajanj, večjih afer, vsi so bili na dopustih, tako politiki kot ljudje. Malo se zdi, kot da ni več tistega naboja, kot je mogoče vladal še maja, junija, zdaj pač se pričakuje pol leta pred volitvami, da bo zopet tolklo s strani.
Lahko rečem, da avgust je prinesel neko mini zatišje pred to vročo politično jesenjo. To je floskula, ampak v resnici pač bo vroča politična jesen, ker mislim, da se bodo boji v političnem ringu zelo zaostrili in to zelo kmalu, tako da to je bilo neko navidezno zatišje. Julij je bil v bistvu še precej pester, takrat smo se ukvarjali v tišini poletja z obrambnim holdingom in z drugimi geopolitičnimi zadevami, ki so potem se seveda tudi nadaljevale. Ampak mislim, da kakorkoli, če je izgledalo, da so si vzeli predah, so si ga res zelo začasno, ker zdaj pa res gre za res. Torej, do volitev je nekaj mesecev, 6, 7 morda, in časa, da na eni strani vlada predstavi svoje dosežke, jih postavi v izložbo in skuša ljudi prepričati, je torej zelo omejeno. Zdaj politične volje za neke zelo velike stvari ali pa političnega časa za neke zelo velike stvari pravzaprav ni več. Zdaj, kar je bilo narejeno. Morda bojo še kakšne otvoritve, odprtja, neki konci projektov. Tako da smo že v času, ko mora vlada ljudem povedati, kaj je izpolnila in kaj ni. Opozicija, od nje smo pa predvsem zaradi Janše in SDS itak vajeni, ko je v opoziciji stalnega powerplaya, recimo zanimivo, SDS, ta glavni člani itak tudi dopust preživijo skupaj, grejo v Bovec na Tabor, planinarijo in v bistvu trenirajo svojo politično formo in pa pripadnost ves čas. Levičari se malo porazgubijo po svetu, medtem ko na desnici tudi ta prosti čas izkoristijo za to, da se povežejo še bolj pred volitvami in se mobilizirajo. Zdaj, kaj nas čaka jeseni, torej še kakšna politična stranka nova, ki se bo ustanovila, še kakšna politična poroka, ciljam na Vesno in Levico, ciljam na neke spremembe v Levici, kjer bi naj se Luka Mesec vrnil na čelo stranke, ampak ne sam, nekako to sopredsedujoča Levici skupaj z Asto Vrečko, in pa fine tuning pred kampanjo, za katero pa glede na globalne trende zdrsa političnega komuniciranja in vsega pričakujemo, da bo najbolj brez rokavic, najbolj brezkompromisna in verjetno tudi umazana doslej. Meni se je zgodilo tudi to, da je Vladimir Prebilič začel z zbiranjem ljudi za svojo novo stranko. Nek piknik so imeli že, oziroma neko spoznavno srečanje. Tako. To je taka predigra pred kongresom. Kongres bo pa oktobra. Tako. Pravi trenutek v bistvu za to njegovo akcijo je prepozen, prehiter? Ne, do volitev, če bodo redne, zdaj kaže, da si Golob ne bo skrajšal mandata, druge možnosti, da bi ta vlada padla, verjetno ni. Je še dovolj časa v resnici. Imeli smo že primere, ko so stranke nastajali še bistveno krajši čas pred volitvami, pa so se nekako uspele vzpostaviti in uspele nagovoriti neko volilno telo. Vprašanje, ki tukaj je, koliko je tega volilnega telesa, ki ga neki novi playerji lahko nagovorijo, sploh še ostane. Razlika od prejšnjih mandatov, predvsem na Levici, je ta, da vladajoča stranka ni doživela nekega popolnega razpada, kar pomeni, da Prebiliča ne čaka izpraznjen prostor razočaranih in drugače nevoljnih v politiki, kjer bi lahko on v bistvu po mili volji žel. Ampak je Svoboda s svojimi rejtingi ohranila neko trdno jedro svojih pristašev, si je vzpostavila očitno neko bazo, ki zdaj vztraja pri tej stranki. Tisti, ki so veliko pričakovali in bili zelo hitro razočarani, so itak po javnomnenjskih sondažah odšli precej zgodaj po volitvah ali pa leto po volitvah. Vprašanje je, če jih še lahko Svoboda karkoli dobi nazaj, je to tista ciljna populacija, na katero bo lahko štartal ne samo Prebilič, ampak tudi neki drugi novi akterji. Ti vedno stavijo pač na tiste, ki se v tej ponudbi, ki jo imamo zdaj v parlamentu, ali pa tudi blizu uvrstitve v parlament, pač ne prepoznajo. Ampak vseeno je politično prizorišče zelo razburkano, vendarle imamo
tudi na desnici novega playerja, Logarja, za katerega se vedno bolj izkazuje sicer, da od neke naveze z Janšo, ne, tudi zdaj je Mladina razkrila te povezave, stranka konkretno SDS, ali se je tu denar vendarle nekako hranil za to, da bo Logar svoj politični projekt lahko izpeljal. Imamo seveda stranko predsednika državnega sveta Lotriča, imamo človeka, ki se je razglasil za teflonskega politika, včasih je bila to malo manj, je bila bolj slabšalna označba, ne, Erjavca, in nazadnje imamo nekaj akterjev, ki tukaj so, ne, predvsem Resnica, za katere v tem njihovem populizmu je ta hip težko reči, kaj bodo dosegli. Do zdaj niso prebili parlamentarnega praga, niti na evropskih volitvah niso uspeli, ampak glede na evropske trende prodora teh politikov, nekateri zdaj celo menijo, da bi lahko prišli blizu uvrstitve v parlament ali pa seveda v parlament. Tako da prizorišče je razburkano, ampak še vedno čakamo na to, kaj bodo sondaže, potem ko se bo Prebilič res ustanovil, pokazale. Še vedno pa imamo torej glavna rivala Janšo in Goloba, bliže zmagi očitno desnica oziroma Janša, tam ostaja večno vprašanje koalicijske kompatibilnosti s komerkoli. Pri levi sredini pa seveda ali bo veliko njihovih volivcev ostalo doma, ali bodo vendarle šli na volitve. Dogaja se tudi v tem primeru Prebeliča nova reinkarnacija številnih pač nekdanjih političnih delavcev, politikov. Ja. Očitno se v Sloveniji temu ne moremo izogniti, glede na bazen ljudi, ki želijo vstopiti v politiko, v njej delati. Ja, se strinjam. V resnici Slovenija je majhna država, majhna družba. Nabor ljudi, ki si želijo v politiko, se je tako v zadnjih letih, zaradi tega, ker je politika dojeta kot umazana, negativna, zmanjšal in očitno v tem bazenu ostajajo tisti, ki so vmes že iz tega bazena tako ali drugače ali pa iz parlamenta, vladnih struktur izpadli, ampak se še vedno čutijo nagovorjene za politiko. Tako da v tem smislu kadrovska limitiranost ne le posameznih strank, ampak nasplošno nabora v politiki je vedno večja, ker je težje privabiti ljudi zunaj politike, da se v njo podajo. Pa je recimo to problem zdaj za Prebeliča, če bo pripeljal pa na svoje vidne položaje postavil ljudi, ki so bili že prepoznani kot ljudje, ki niso recimo unovčili zaupanja volivk in volivcev. Izjema mogoče je tukaj Klemen Grošelj, ki pač ima vseeno nek status, ki je bil tudi uspešen oziroma prepoznaven evropski poslanec. Ja, gotovo te nove stranke večinoma prihajajo na oder z parolo, da prinašajo nekaj svežega, novega, prelom za starim, mi bomo drugačni. In zdaj, če je drugačen samo logotip, če je drugačna fasada, za njo pa stojijo številni že preizkušeni, v številnih zgodbah že nekako uporabljeni politiki, potem je seveda težje prepričevati marsikoga, da gre dejansko za neko zgodbo, ki nima repov v politični preteklosti. Zdaj tudi Prebilič ne nastopa na ta način v resnici, se ne razglaša za popolnoma nov obraz, ker on nov obraz ni, ima zavidljivo župansko kariero in nenazadnje tudi nastop na predsedniških in evropskih volitvah, kjer je dosegel nek rezultat. Ugotovili smo že, da rezultatov posameznih volitev ne gre nekako projicirati na neko drugo volilno tekmo samo po sebi. Torej nek rezultat predsedniških lokalnih volitev se ne more avtomatično prevesti tudi v parlamentarno volilno tekmo, ker ljudje vendarle drugače volijo, ne? Na enih volitvah volijo bolj osebnosti, na drugih vendarle malo bolj gledajo celotno ponudbo politične stranke. Tudi si upam vsaj razmišljati, da malo preberejo program oziroma kaj te stranke zastopajo, če tudi se je politika zelo personalizirala, personificirala okoli lika in dela liderja, na volitve v državni zbor vendarle odide, ne, za razliko od predsedniških volitev, ko greš ti za svojo pojavnostjo, neka velika ekipa, ki more
po celem terenu opraviti svoje delo. Ja, zelo pomembno je, Golob je zagotovo na zadnjih volitvah ne bi dosegel takega rezultata, če ne bi pri številnih Slovencih odseva neke karizme. Ampak vseeno, neka širša postava more delati, to je veliko več, bom rekel, tudi terenskega, mikrolokalnega dela, da se stvari sestavijo. Lokalne volitve pa so itak specifika, tam gre pa za lokalna okolja, lokalno prepoznavnost, lokalne reference, kaj so ljudje naredili do zdaj, kaj so pokazali, koliko so kredibilni. Tako da vsake volitve so svoja zgodba in parlamentarne zdaj bodo zagotovo drugačne od zadnjih evropskih, predsedniških in tako naprej. Ne. Kdo bo v Mariboru iskal svojo priložnost, recimo od teh strank, ki nastajajo, a pa tiste, ki so že tradicionalne, je še vedno tukaj primat desnih strank, tistih, ki pač bodo tu zmagovali? Ja, SDS je v Mariboru trdno zasidran in močen, predvsem na periferiji Maribora, na obrobju centra, nekako nikoli niso uspeli povsem doseči, vendar se kar nekaj županskimi kandidati niso prebili, ne. Teh meja, ki jih ta stranka ima, ne, tega, bom rekel, ožje urbanega središča Maribora niso uspeli obrniti bolj v desno. Ne. Center Maribora ali pa ožji Maribor je vendarle bil večinoma nagnjen nekoliko bolj v levo. Zdaj, kdo stavi, kdo išče na Maribor? Zagotovo Svoboda, ne, ki je dobila veliko poslancev v teh volilnih okrajih, računa očitno ponovno na dober izplen v Mariboru. V tej funkciji lahko razumemo, ne, na zadnji dogovor z mariborskim županom. Vladimir Prebilič ima europoslansko pisarno v Mariboru, kar veliko se pojavlja v Mariboru. Medtem ko pri ostalih strankah, ne vem, pa je ta lokalna prisotnost nekako izginjala skozi leta. Recimo, mislim, da ima Socialni demokrati kar nekaj težav, nekoč so imeli župana, drugega največjega slovenskega mesta v zadnjem času, pa je njihov rezultat v teh krajih bistveno bolj vprašljiv, kot je bil nekoč. Levica se je v Mariboru, se mi zdi, z nekimi akcijami na začetku, v prvi fazi svojega obstoja tudi zelo zagnala, imela nekaj zelo prepoznavnih obrazov, ki so tu, rekel, zelo politično, aktivistično se izpostavljali, nastopali. V zadnjem času pa je ta stranka tudi zamrla v pomembni meri zunaj Ljubljane, ne samo v Mariboru, in tudi v poklic Luke Mesca z rezervne klopi razumem predvsem v izboljšanju medijske prezence stranke, ker Mesec vemo, da je dober v soočenjih, dober komunikator, pa ne rečem, da se Asta Vrečko to zadevno ni trudila, poskušala se nekako vzpostaviti, ampak ocena očitno je, da bo Mesec tu tisti, ki bi lahko potegnil. Gre predvsem za stranke, ki so na robu parlamentarnega praga. Ne. Pozabil sem zdaj omeniti še ena seveda stvar, torej šok terapija v Novi Sloveniji, torej menjava tik pred volitvami predsednika, če prijemo pol do trenerjev, ne, tam so šok terapije znane. Vrtovec bo očitno, bo zamenjal Tonina, pri čemer gre za generacijska politika, politična sopotnika in Vrtovca čaka tukaj predvsem kar nekaj dela, da se bo spostavil na neki meri vendarle drugačen voditelj kot Tonin, to bo zelo težko. Na drugi strani pa si Nova Slovenija za svojo konzervativno volilno bazo nekih velikih eksperimentov, velikih odmikov od jasne usmeritve, pravzaprav niti ne more privoščiti, niti ni par mesecev pred volitvami čas za to, da bi se šli neke eksperimente, ki bi jih lahko prej testirali, tako da tu bo neka kontinuiteta, najverjetneje z nekimi določenimi drugačnimi pristopi in odkloni. Zanimivo pa bo predvsem tudi v zunaj parlamentarnem delu slovenskega političnega telesa, ker pri nekaterih je zelo jasno, da ne gre samo za bitko za parlament, ampak gre za bitko za državno financiranje nad 1%. Kar nekaj denarja se vidi, ne, stranka konkretno je kar nekaj denarja zgenerirala v resnici zunaj parlamenta, ki bo zdaj šel Logarjevim demokratom po združitvi teh dveh strank. In volilne kampanje niso poceni.
so drage in tudi po svetu se vidi, da v bistvu veliko volitev dobivajo milijonarji, dobivajo finančno zelo močno podkrepljeni posamezniki ali stranke, ki so sposobne investirati v volilno kampanjo kar nekaj. Ja, ok, kanali so se spremenili, danes je pač vse bolj digitalno, ampak vseeno. Videli smo volitve stanejo. Na zadnjih evropskih volitvah smo videli, da nekatere kampanje na družbenih omrežjih vseeno imajo učinek, zaenkrat še nismo zaznali, razen teh tradicionalnih od SDS-a, kjer pač SDS se pozna kot zelo organizirana stranka, delujejo res na različnih področjih, od svojih medijev do trendovske pojavnosti na družbenih omrežjih. Je mogoče zdaj že kdo, če si opazil, izstopal po kakšnem načinu komuniciranja tega, da bodo kmalu volitve in da moramo biti pozorni na njih, ali še ni bilo opaziti nekega presežka, nekega novega načina nagovarjanja volivk in volivcev? Zdaj najprej treba ugotoviti to, kar si v bistvu samo ugotovil, ali pa potrditi tvojo ugotovitev, da SDS najbolj trdno strukturirana, organizirana politična sila v Sloveniji, ki ima zelo dobro pokrite ne samo vse komunikacijske kanale, ampak tudi različne segmente volilnega telesa. Zelo opazna je tudi neka pomladitev stranke v zadnjem obdobju, ne glede na to, da imajo predsednika istega 30 let, so v številnih drugih segmentih izvedli to neko osvežitev stranke in v tem smislu razumejo, da prihaja na nek način tudi do menjave generacij v volilnem telesu. Volilci, ki so v 90-ih volili tako ali drugače zaradi biologije ali česega drugega, so počasi učili in da je treba seveda nove volivce na drugačen način nagovarjati. Zdaj, pri drugih strankah nekega novega revolucionarnega prestopa, razen da se je seveda Svoboda med tem prebarvala in oziroma marketinško ali pa po CGP-ju seveda osvežila, pravzaprav ni. Prav tako do zdaj ne moremo opaziti nekih, presenetljivih, vidnejših announcementov, vstopov nekih težko kategornikov, ki bi se pojavili v strankah kot neki svetovalci, kot njihovi promotorji, kot njihovi speakerji, če tudi mogoče niso bili do zdaj tako povezani z stranko. Tako da to zadevno lahko rečem, da moramo še verjetno malo počakati, da se bodo te mašinerije kampanj še bolj zavrtele, razen stranka, o kateri smo govorili, ki je tako ali tako v permanentni kampanji, ali lepi plakate, ali tako ali drugače izstopa po nekih bolj ali manj dodelanih medijskih akcijah. Ostali pa v pomembni meri na levici še vedno, se bojim, stavijo na ustavljanje Janše tudi za naslednje volitve. Zakaj nobena stranka ne naredi recimo akcije, kot smo tega vajeni že vrsto let? Jaz sem bil v preteklosti na Agri letos, ampak mislim, da so po enem ali 2 dneh Agre objavili, da so dobili 140 novih članov na tem sejmu, in da je večina bila mladih. Zakaj nobena druga stranka ne postavi svoje stojnice tam? Zakaj ni tam SLS-a? Zakaj, ne vem, pa mogoče SD ali pa Svoboda ne postavita tega na kakšnem drugem dogodku, kjer je mogoče njihova volilna baza, in tako dobesedno 1 na 1 nagovarjati ljudi, zakaj tega ni? Zdaj ne vem, pač gre za vprašanje neke, terenske organizacije in pa, tudi linij poveljevanja strani vodstva, ki pravzaprav bi moralo ves čas delovati v tej smeri. SDS v tem smislu ve, kaj dela, ve, kaj hoče in ve, koga nagovarja, z zelo seveda tudi jasnimi limiti, do koga pa nikoli ne more priti, najverjetneje. Ostale stranke so mogoče ta door-to-door princip ali pa ta osebni nagovor tudi preko zelo klasičnih oblik nekoliko zanemarile, ali pa bodo s tem štartale pozno, mogoče, ne vem, prepozno, ali pa številni ne verjamejo več v to vrstne načine rekrutacije, čeprav je treba reči, da
menim, da je v politiki ta osebni pristop, osebni nagovor ljudi, ne glede na vso digitalizacijo, pomehurčkanje naše družbe in v bistvu individualizacijo vseh nas, mogoče zgleda retro, ampak v resnici takšne kampanje še vedno predstavljajo neko dodano vrednost. In to vrstna avantgarda, če bi se stranke šle, bi lahko prinesla boljše rezultate, mogoče kot si stranke danes mislijo. Gre pa seveda tudi za vprašanje kadrovskih resursov, gre za vprašanje aktivistov, ki jih imaš ti na terenu, ki si jih sposoben mobilizirati, ki so pripravljeni delati za stranko v prostem času, in tukaj je na desnici, predvsem pri SDS-u, situacija zagotovo veliko močnejša, tam je veliko več discipline in lojalnosti kot pri drugih strankah, s katerimi, to ne pomeni, da te stranke nimajo članstva, ampak so verjetno angažma članov se velikokrat konča z kakšnimi udeležbami na uradnih strankarskih dogodkih ali pa z odhodom na volitve. Ta pristop od spodaj navzgor pa je verjetno v zatonu. Če lahko še eno mnenje pa razmišljanje svoje tu podam, zdi se mi, da imaš pač ljudi, ki vstopajo v politiko, pa v njej delujejo, sploh, torej ne za tiste prvokategornike, ampak tiste, ki v stranki pomagajo, ki so ali karieristi, torej se strankam pridružijo zato, ker želijo izboljšati svoj status, tako, in imaš tako isto karieriste, ampak resnično verjame v to, kar stranka zagotavlja oziroma o čem govori, kakšna je njena ideologija. In predvsem to slednje vidim pri najbolj organizirani stranki. Mogoče njeni člani kdaj ne delujejo po vseh teh vrednotah, ki jih bi naj imeli, ampak vseeno resnično verjamejo v projekt in so zato pripravljeni zastaviti tudi status svoj v zasebnem življenju, ker jim pa stranka lahko po drugi strani zagotovi tudi neko eksistenco po drugi strani. Tako da to nekako sem hotel povedati. Dobro si povedal. Gremo še na... Ampak vseeno, en mini komentar bi tu imel. Gre za to, da politolog Lukšič je zadnjič tudi v enem izmed Večerovih člankov zelo dobro poantiral, kakšna je danes sploh ta politična socializacija v Sloveniji, kdo danes šola politike. Ali stranke sploh še upravljajo to funkcijo, da nekdo v stranki gre čez zelo različne korake, zelo različne stopnice, da se kot politik nauči, razvije, da je na neki točki pripravljen kandidirati najprej lokalno, potem nacionalno in na koncu biti mogoče minister, poslanec, celo predsednik vlade. Zdaj, prejšnja država je imela seveda politično šolo, kjer so šolali partijske kadre. V 90-ih so se stranke in tudi po prelomu tisočletja še znali zelo ukvarjati z svojimi kadri, so nekako rasli znotraj strankarske strukture, znali so ceniti to, da so na nek način izboljšali svoj položaj znotraj stranke. Danes pa imamo pač fenomen padalcev, ki se stranki pridružijo tik pred volitvami, poskušajo se prebiti na neko funkcijo, doseči neki vpliv, potem pa odpadejo, če jim to ne uspe, in jovo na novo mogoče se spet aktivirajo pred naslednjimi volitvami. V tem smislu so seveda močnejše stranke, ki imajo neko organsko članstvo, ki deluje permanentno ves čas, ki v 4 letih nima kljukice samo pri 2 sestankih lokalnega odbora ali pa še to ne, ampak so del neke organizirane strukture, ki premika neke zadeve, oblikuje neke politike. In to v tem smislu se je politika zelo amaterizirala, je postala v bistvu volonterska stvar občasnih aktivacij, občasnih zadolžitev in potem deaktivacije. S tem pada kvaliteta političnih kadrov in na koncu tudi kvaliteta političnih odločitev. Zanimivo. Ko si razlagal, sem preslikal ta postopek, ki je nekdaj bil, pa tega, ki je zdaj aktualen, tudi na kakšen drugi posel, na kakšno drugo panogo, med drugim tudi celo na novinarstvo, ker se spomnim, da ste, vsaj vaša generacija, rešili od mentorstev do tega, da ste prišli do pozicije oziroma odgovornosti na neki točki. Danes pa se medijski portali pojavljajo tu in tam. Danes pa
skoči v vodo, Plavaj, pa si lahko tudi zelo hitro odvržen. Gremo še na zunanjo politiko, oziroma najprej na to, kakšen vpliv lahko ima dogajanje torej po svetu na prihajajoče slovenske volitve. Misliš, da bo ta vpliv velik? Glej, zdaj na prvo žogo bi moral reči, da bo velik, ker bom rekel, ocene so, da pravzaprav skoraj da po drugi svetovni vojni tako zaostrene ali pa spremenjene geopolitične slike, ne, z toliko kriznimi žarišči v neposredni bližini tudi Evrope nismo imeli. Ne. Bom rekel, tudi zunanje politične fronte niso mogoče tako neposredno velikokrat vplivale na naša življenja, kot je denimo vojna v Ukrajini, ne, z cenami energentov, z varnostnimi zadržki, z varnostnimi dilemami. Ne nazadnje se je cela evropska družba začela obračati k oboroževanju v stran od zelenega prehoda. V prejšnjem mandatu smo govorili o zelenem prehodu, zdaj govorimo o vojaških holdingih. Tako da na nek način bi lahko in pričakujem, da bo zunanje politični poudarki, mednarodne teme in opredelitve do mednarodnih tem, Ukrajina, Gaza, ampak tudi seveda geostrateška partnerstva, Rusija, Kitajska, ZDA, imele večji ton in večjo minutažo v soočenjih kot na nekaterih prejšnjih volitvah. Ampak na koncu koncev, ko je človek sam tam v kabini, ne, in razmišlja o tem, komu bo dal glas ali pa gleda televizijo, posluša soočenje, mislim, da je osnovno vprašanje, ki si ga vseeno vsak zastavi, je torej, komu zaupam svoje življenje, da bom živel boljše, kako živim danes, koliko imam v denarnici, kaj si lahko privoščim, kaj je politika v tem mandatu naredila za to, da bi bilo znosnejše in bolj prijazno vse skupaj. Tako da ne glede na to, na velik fokus, trenutno tudi mediji več pišemo o zunanji politiki kot kdajkoli, sem prepričan, da prelomnice teh volitev, kdo bo potegnil, koliko bodo vendarle na nekih, bom rekel, zelo življenjskih vprašanjih. Ampak med temi vprašanji bo vprašanje varnosti bistveno višje, kot je bilo par let nazaj, ko se nam je to, da smo v NATO, v Evropski uniji, zdelo precej samoumevno in ni potrebno nekih velikih razprav. Ampak vseeno na koncu si vsak prešteje tudi, bom rekel, stvari vezane na zdravstvo, davke, mlajši na stanovanja, na njihov status, na to, kam lahko potovati in podobno. In na podlagi tega bodo verjetno tehtali o tem, kaj jim seveda kandidati za čestitke in njihove glasove ponujajo. Dobro, kako si videl Blejski strateški forum, kaj ima Slovenija od tega dogodka, oziroma kaj sporoča javnosti oziroma svetu s takšnim dogodkom? Ja, to smo na začetku pozabili, to je še uvertura v to politično jesen, je seveda vedno znova Blejski strateški forum, zdaj že 20. Najprej moramo ugotoviti, da je ta Blejski strateški forum, jaz sem ga spremljal tudi kar nekaj let nazaj, tudi takrat še terensko, se zelo razvil kot zunanje politični dogodek, kjer se na nek način ne samo slovenska diplomacija izpostavi v mednarodnem okolju in vodi neke razprave o tem, kaj in kako v prihodnosti. Torej, Pobegli svet je bil naslov. Zdaj seveda preambiciozno bi bili pričakovati, da so tisti, ki so razpravljali na tem forumu, našli rešitev, kako tako podivjani in pobegli svet vrniti v neke normalne tokove. Nič več ne bo nikoli tako, kot je bilo. V veliki meri pa je seveda Blejski strateški forum, kakršnakoli vlada je, pač podvržen tudi nekim notranjim političnim debatam. Ne, zdaj smo slišali z desnice, da Slovenija z poudarki slovenske zunanje ministrice, predsednice, ne, pretirano stopa v pro-palestinsko smer. Predsednik opozicije oziroma prvak opozicije je govoril celo o tem, da sramoti državo. Na drugi strani pa so bile takrat, ko je bil on
premijer in je gostil Blejski strateški forum kritike, da organizira Višegrajski shod na lepem obrežju Blejskega jezera. Tako da vsaka politična elita, ki takrat seveda vlada, da neke poudarke, ampak zdi se mi, da so bila stališča slovenske zunanje politike, akterjev slovenske zunanje politike, ki so zdaj že postala tudi prepoznavna v smeri torej podpore čim prejšnji ustavitvi genocidne vojne v Gazi zelo na mestu in v tem smislu tudi razprave v to smer ali pa sporočila, ki so to zadevno prišla, nekateri jim niso ploskali, so bila, kar se mene tiče, primerna. Slovenija je na nek način, ko gre za odnos do Gaze, prepoznana kot aktivna članica Varnostnega sveta in Evropske unije, ki ima jasna stališča. Zdaj, kaj pa lahko tako majhna država, ne, z nekimi bolj ali manj pro forma sankcijami in podobnimi akcijami stori, je pa seveda vprašanje, bom rekel na koncu, zgolj nekega vtisa, ker dejanski odločevalci o tem, kaj se dogaja recimo res v tej tragediji v Gazi, so seveda v Washingtonu in drugje, ki imajo dejanske vzvode, da bi pritisnili na izraelsko oblast, da se prilivanje krvi konča. Blejski strateški forum se mi zdi pomembna točka slovenske zunanje politike, veljajo negovati, veljajo razviti verjetno še v smeri, da bo še bolj prisotna in odmevna. Zdaj stvar, kdo je tam bil, kdo ni bil, je, kot sem rekel, stvar notranje političnih debat in tudi usmeritev vsakokratne vladajoče politike. Se je pa več kot na notranje političnem parketu dogajalo na zunanje političnem skozi to poletje. Z Andrejem Stoparjem sta govorila o tem tudi v našem podcastu, kdor je še ni poslušal, naj klikne par. Ja, zanimivo sogovornik Andrej, izjemno kompetenten. Od takrat se mi zdi, da je vseeno bilo malo zatišje, ne? To je bilo pred 3-4 tedni. Ja, 3-4 tedne, že od tega, ampak zgodila se je Aljaska, zgodilo se je vendarle nekaj, kar je nakazovalo neke možnosti konca ali pa zamrznitvi vojne v Ukrajini, ampak tega prelomnega srečanja Putin-Zelenski ni. Trump nadaljuje za svojo agendo, svojo borbo za to, da bo postal Nobelov nagrajenec za mir. V Gazi pa spremljamo števce smrti, ki se neusmiljeno vrtijo naprej. Kar je zdaj bistvena razprava v vsem tem času, je seveda položaj, vloga, identiteta Evropske unije in njena sposobnost, da se vzpostavi kot akter z neko lastno agendo in politiko, koliko bo pa samo statist v vseh teh velikih igrah, ki jih vodijo Moskva, Washington in vse bolj Peking. Dobro, ker želimo res upoštevati to, kar smo rekli na začetku, ne, da bomo kratki, pa zopet nismo. Vseeno še nekaj sekund, mogoče minut namenimo nama ljubemu klubu oziroma klubu, ki ga spremljamo na večeru. Najbolj, torej NK Mariboru, nisem mislil na Liverpool. Liverpool ti še vedno prinaša več zadovoljstva kot Maribor. Pa na tekmi sem bil sredi avgusta, tako da sem potrdil svojo zavezanost Redcom. Ja, bravo. No, ampak tudi na tekmah Maribora si bil v začetku sezone. Absolutno. Letna karta. Te kaj preseneča? Leta in leta. Te kaj preseneča trenutno stanje? Ja, še enega podcasterja, našega gosta lahko omenjamo, Zlatka Zahoviča, ki je tudi bil tukaj. Pred nekaj časa, ko je žal v marsičem pri diagnozi stanja imel prav. Torej, žal to poletje ni prineslo v resnici neke prenove, neke smeri, v katero so si novi lastniki Maribora začrtali, da bodo peljali ta klub. Eksperiment z mladim turškim trenerjem se je zelo hitro končal z njegovo veliko jezo in zdaj smo spet na začetku z velikim zaostankom za Celjem in v iskanju, rekel, neke rdeče niti,
ki je na tekmi z Olimpijo v zadnjem večnem derbiju res ni bilo videti. Ne. To je bilo res slabo. Danes je sreda, ko to snemamo, objavljamo seveda v petkih. Težko zdaj rečemo uradno, kdo bo novi trener, ampak potem, ko sta Vijoliča s tem dala košarico zelo hitro Darko Milanič, kasneje očitno tudi Viktor Sanchez, je zdaj po odhodu z Reke, torej nekakšna menjava se je zgodila, torej Sanchez v Reko, še vedno ni uradno, tako da verjetno, ampak sem pa naj bi prišel, oziroma prvi kandidat je vsaj v sredo za mesto trenerja v Mariboru Radomir Džalović, ki je z Reko osvojil dvojno krono, potem ko je prevzel reško ekipo lani oktobra, kar pomeni ena taka podobnost z našim gasilcem oziroma z Radovanom Karanovičem, ki je sicer zdaj že kar nekaj let nazaj tudi ekipo prevzel začasno oktobra in jo potem vodil takrat sicer do ene lovrike, ampak po Radetu Rade, tokrat Džalović zelo karakteren trener, takšen je bil tudi Uličar. Igralec. Rabi ta ekipa takšnega trenerja? Ne vem, če bi poznal ta odgovor, bi se prijavil. Za športnega direktorja? Če iščejo. Malo se hecam. V resnici se tudi meni postavlja veliko vprašanje, kdo je sploh oseba, ki lahko to ekipo razštelanih posameznikov z zelo nejasnimi motivi in pripadnostjo igranja za nogometni klub Maribor, kdo jih sploh lahko sestavi v nek vzdržen mozaik, ki bo dihal kot eno in ki bo neke rezultate v serijah lahko dosegal. Mislim, da je ekipa zelo razdeljena, razbita. Mislim, da je po znanju nogometnem bolj kakovostna, kot kažejo rezultati, kar pomeni, da gre za seveda vprašanje selekcije, kompatibilnosti teh igralcev, vizije, koncepta in predvsem torej tega, ki bi jih znal povezati. Mislim, da je zelo težko povezati te igralce, ki so bili izbrani v tem novem projektu. In zdaj novi lastniki so zdaj dva strela pokurili. En je bil Boštjan Cesar, s katerim niso bili zadovoljni, čeprav rezultatov tako slabih niti ni imel. Drugi je bil pa riskantna stava na mladega turškega trenerja, ampak tako kot Cesar, praktično skoraj da brez izkušenj v članskem nogometu, tako da bi na nek način pričakoval zdaj stavo na nekoga, ki ve, kako se stvarem streže in ki je močan karakter, da bo te različne struje, klane, prišleke, domačine, kolikor jih ta hip tukaj je, mladince, ki jih želijo vključevati v nek koherenten in smiseln mozaik, koncept povezal. Verjetno manevrskega prostora za to, da zafrknejo, da še enkrat v bistvu zgrešijo, skoraj da nimajo več. Kar lep del sezone je že pobegnil, zaostanek je velik, Evrope ni, vložki, kakorkoli gledano, v plače so vedno večji. In ne vem, če si še Maribor lahko privošči še eno zgrešeno potezo. Zato sem nekako pričakoval, da bo po derbiju kar hitro znano, ampak očitno so pogovori s Sanchezom, ki bi najbrž bil zanimiva in tudi kompetentna izbira za tako zahtevno nalogo, padli v vodo in zdaj mogoče bo takrat, ko to poslušate, že kaj več znanega. V tem primeru nam pišite in pokomentirajte to, kaj se je zgodilo. Zdaj Džalovića jaz ne poznam, moram priznati, da bistveno premalo spremljam hrvaški nogomet, mea culpa maxima. Zdaj govorijo o njem kot o nekem uličarju nogometnem, takšnem, bom rekel, močnem karakterju, tudi njegov nastop, tega malo poznam, je zelo specifičen, mogoče pa je to, da bo nekdo udaril po mizi in vendarle razštelan orkester spravo, zato špilajo po podobnih notah. Ker v Ljubljani je ta razpad ekipe eskaliral res v jebi vetersko streljam penal in v številne, skoraj da brezjajčne vstope v duele, ki so se pač izkazali kot
nekaj, s čimer ne moreš pokazati pripadnosti klubov, navijačev in tako naprej. In ravno o pripadnosti, gospod Kreft, torej športni direktor nogometne šole Maribora, govoril, kako pomembno je tudi v mladinskih selekcijah. Zdaj, če te pripadnosti primanjkuje pri članski ekipi, je to še toliko večji problem, ker je ta vseeno bolj na naših očeh. Ja, to je ogledalo. V petek se hkrati začenjajo, torej danes, če to poslušate v petek, se začenjajo kvalifikacije za svetovno prvenstvo v nogometu. Težka skupina za Slovenijo, Švedska, Švica, Kosovo. Ne bom te zdaj prosil za analizo, ampak samo, če mogoče podaš, mogoče ne bomo rekli stavo, ampak se bo Slovenija uvrstila na svetovno prvenstvo z Matjažem Kekom drugič. Ne vem, če najboljše stavim, ampak ja, navijaško stavim, da nam bo uspelo, ampak z veliko, bom rekel, kar dozo zaskrbljenosti, ker smo v neki situaciji, v kateri Slovenija sicer ni prvič, torej da imamo nosilci igre, ki mogoče niso taki v najboljšem stanju svoje kariere. Šeško je šele prišel v United, vidimo, kako se je vse skupaj začelo, sklopijo 10 je streljal penal in podobno, ampak verjamem, da bo prišel zato še toliko bolj motiviran na reprezentančni zbor. Oblaku v klubu gre res, letos s njim ne gre nič po načrtih, Biola pa je seveda, če govorimo mogoče o 3 skoraj da najbolj izpostavljenih igralcih, ustavil rdeči karton na prvi tekmi in potem je tudi malo obsedel na klopi in tako da ta momentum, da bi prišli za neko res sjajno klubsko popotnico, tega ne vidim, ampak Kek zna igrati na rezultat, pragmatično, nekako ve, s kom dela, ve, kaj ima na voljo in na koncu vedno taktično on se stavi zgodbo tako, da pije vodo velikokrat. Če tudi nam kdaj to ni všeč, kako se Slovenija postavi, ampak realpolitično gledano pa uspe iz igralcev in njihovega stanja, v kakršnem pridejo, potegniti kar dosti. Kakšna se ti je zdela ta akcija Nogometne zveze, ko so v torek oblekli vse nogometaše v drese klubov, za katere so igrali najmlajši, torej prvih klubov? Domiselna, inovativna in všeč mi je, ne vem, če se je kdo tega prej že spomnil in lepo je bilo videti, da je Timi Max Jelšnik imel zlato ličji adres. Tako pa Dejan Petrovič v Rače adresu. To se mi je zdelo, cool. Zaskrbljujoče pa je, da nihče ne nosi mariborskega dresa. Tudi ta podatek, oziroma to je tudi padlo v oči. Ja. Ampak, glej, rečiva, da naslednjič, jaz tudi vsake toliko časa gostujem v in-house podcastu, da bo naslednjič nekaj boljše vesti o mariborskem fuzbalu obdelovala, ker upanje umira zadnje. Ja, dajmo upati. Ja. Matija, hvala za tokrat. Koga napovemo za naslednjič? Koliko je bilo, Anja? 50. Ja. Lep vikend vam želimo. Še preden pa izklopite večer za vikend, vabljeni tudi k poslušanju vsebin, ki prihajajo v soboto in nedeljo, seveda pa se naročite tudi na ta podcast, če nanj še niste naročeni. Poslušajte, berite in klikajte Večer za vikend, ker smo z vami in za vas tukaj vsak trenutek. Zdravo, tokrat v sobotni prilogi Večera o evropski samozavesti in odsotnosti tem, pa tudi o drugih samozavedanjih. Tako je ministrica za kulturo in koordinatorica Levice Asta Vrečko za Večer spregovorila o svoji nadaljnji politični poti, delovanju stranke v vladi, predvolilnem obdobju, vlaganju v obrambo, odnosih v koaliciji, medijski zakonodaji. EU mora izkoristiti svojo trdo moč in to samo zato, da bi lahko oblikovala lastno identiteto, ki je predpogoj za kakršnokoli strateško avtonomijo, pa o evropski samozavesti piše dr. Faris Kočan.
Pred 31 leti je Žogica Marogica, kot si jo je zamislil legendarni režiser Tine Varl, v Lutkovnem gledališču Maribor priletela skozi okno babice in dedka. Nedavno so odigrali neverjetno 600. ponovitev predstave. Za igralca iz prvotne zasedbe Danila Trstenjaka je bila ena manj. Obiskali smo igralce in pogledali v zaodrje legendarne predstave. Vabljeni k branju Večera v soboto, samozavestno seveda. V Večeru v nedeljo pa preberite: Matej Košir se ukvarja s preventivnim delovanjem. Če starši sami kadijo, pijejo in trivializirajo rabo drog, potem ne morejo biti verodostojni zgledi. James Milner se stara počasi. Nekdanji Liverpoolov zvezdnik pri 39 letih blesti v dresu Brightona. Sneg avgusta, božanski razgledi in špageti brez okusa. 6 mariborskih kolesarskih entuziastov se je kljub slabi vremenski napovedi podalo na Stelvio Bike Day. Tam sta bila tudi večerovca Aljoša Peršak in Sašo Bizjak. Za konec še preblisk iz četrtkovega večera. Prva človeška skrb naj ne bo, da bi bil srečen, marveč, da bi bil vreden srečnosti, je misel nemškega filozofa Immanuela Kanta. Lep konec tedna želimo.